vabilu, ki ste ga prejeli, je pisalo za to predstavitev dosežkov projekta SLO 4D okrogla miza. Malo drugače bomo naredili. Najprej, če bi želeli predstaviti vse dosežke projekta SLO 4D, je v eni predstavitvi čisto premalo časa, zato se bomo fokusirali na segment, ki je za projekt SLO 4D najbolj pomemben, pa tudi za doseganje cilja NOO, to je povezovanje. V prvem delu bom predstavil dosežke oziroma izdelke projekta SLO 4D, kot smo rekli na segmentu povezovanje, pol pa bom povabil sodelavce skupine za geoinformatiko, v bistvu predstavnike organov, ki se bodo dejansko povezovali v okviru tega projekta, da nam predstavijo svoje izkušnje, pa malo pogledati za naprej. Začnimo z malo širšo sliko, zato da bomo lažje razumeli, kaj delamo in kam želimo priti. Vse skupaj se je začelo leta 2021 na tedanjem Ministrstvu za okolje in prostor. Takrat je v bistvu že kar v zaključno fazo se prevesil program projektov e-prostor. Eden od ciljev e-prostora je bil tudi podatkovno povezovanje Direktorata za prostor in kreditov in geodetske uprave oziroma prostorskega informacijskega sistema in katastra nepremičnin. Že v tistem času je Evropa nakazovala usmeritve, se pravi v digitalno in zeleno, zato je tudi v okviru Ministrstva za okolje in prostor nastala potreba po tesnejšem sodelovanju. Tako je nastala potreba po digitalni preobrazbi prostora in okolja in narejen je bil strateški načrt digitalizacije prostora in okolja, ki je znan tudi pod imenom oziroma kratico EMOP. Na sliki je izpisanih 6 strateških tem tedanjega ministrstva, ki so bila vključena v ta strateški načrt. Stična točka je pa lokacija, se pravi prostorski podatki. Seveda je ta strateški načrt imel tudi strateške cilje. Eden glavnih in tudi prvi zapisan v dokumentu je povezovanje. Tukaj govorim o horizontalni integraciji informacijskih sistemov oziroma ključnih procesov na področju prostora in okolja. Se pravi, procesno povezovanje, ne samo podatkov. Prvi korak v smeri realizacije tega strateškega načrta je projekt SLO 4D. V SLO 4D hočemo zagotoviti povezanost, pa tudi narediti kar konkretne korake pri doseganju drugih strateških ciljev. In vemo, da če dosežemo povezanost, če sodelujemo, bo preostale strateške cilje bolj enostavno doseči. Dobro, ker pač ni sodobne predstavitve brez tega, da en slajd naredi umetna inteligenca, sem se obrnil na ChatGPT in sem ga vprašal glede povezovanja, kaj so argumenti za, pa kaj so proti. Tako da, zdaj, kar se tiče argumentov za povezovanje, me je zanimalo, koliko je tu razširjeno po svetu, kateri pregovori obstajajo na to temo, se pravi, da s sodelovanjem lažje dosežemo zastavljene cilje. In moram reči, da sem dobil kar ogromno zadetkov, praktično vse civilizacije, vse kulture, tudi one antične, imajo pregovore na to temo, tako da zgleda, da so bili ozaveščeni že kar dolgo nazaj. Pri argumentih proti sem bil malo bolj konkreten. Želel sem 3 najpogostejše argumente proti povezovanju in tole je povzetek tistega, seveda je bilo malo več zapisanega. Prvi argument je, ker bom hitreje, lažje, ceneje opravil svoje delo. Tukaj poznamo citate, najlažje naredim sam, najbolje naredim sam, itak, če mi kdo drugi dela, moram za njim kontrolirati in podobno. Tako da to so taki najpogostejši argumenti. Drugi argument, ker druga stran ne bo opravila svojega dela. Tukaj ChatGPT pravi, da je to največkrat osnovano na slabih izkušnjah, pa tudi na bojazni, da bi kdo prevzel zasluge. Tretji argument,
ker nočem ali pa ne morem sodelovati z drugimi. Tukaj pa govorimo o kulturi sodelovanja in tudi strahu pred konflikti. Zdaj, na te argumente bom odgovoril na konec te predstavitve. Mi pa dajmo pogledati, kaj smo v projektu SLO 4D želeli narediti. Tako je bilo stanje pred projektom, se pravi informacijski silosi po resorjih na produkcijskem nivoju, pa tudi distribucijski nivo ni bil nič kaj dosti bolj povezan. Kar smo želeli narediti pa je tole, se pravi, procesno povezati se na produkcijskem nivoju, povezati se pa tudi na distribucijskem nivoju in v pomoč smo želeli razviti neke skupne gradnike. Ta zgornji del pa nakazuje tudi na to, da se zmeraj bolj obračamo k uporabnikom in k njihovim potrebam. No, zdaj pa gremo še čez dosežke oziroma izdelke, ki nam jih je do zdaj uspelo narediti. Začeli smo s konceptom povezane oziroma skupne infrastrukture za prostorske informacije. To je bila zelo obsežna naloga. Na začetku smo si postavili poslanstvo in vizijo te skupne infrastrukture in potem na tej osnovi naredili analizo stanja. Predvsem smo želeli vključiti vidike, ki so bili v preteklosti malo zapostavljeni. To so tisti bolj mehki vidiki, izobraževanje, usposabljanje, promocija, tudi standardizacija. In zato, da ne bi kakšnega pomembnega vidika pozabili, smo za osnovo vzeli mednarodno uveljavljen integriran okvir za prostorske informacije, ki sta ga izdala Združeni narodi in Svetovna banka. Upoštevati smo seveda mogli tudi nacionalne politike in mednarodne politične zaveze. Dosti smo se tudi v tem času že tudi ukvarjali s testiranjem metodologij in tehnologij. Ker pa nismo želeli, da bi ta infrastruktura, skupna infrastruktura, bila sama sebi namen, smo se že od začetka ukvarjali tudi z enim primerom uporabe in sicer krožnim gospodarjenjem s prostorom. Vse te aktivnosti, vse te ideje, vse ugotovitve, do katerih smo prišli, smo strnili v predloge ukrepov, ki smo jih zapisali v strategijo in akcijski načrt. Tekom izdelave tega koncepta je pa tudi bila sprejeta odločitev, da bomo tej skupni infrastrukturi za prostorske informacije, in zdaj govorim v najširšem pomenu besede, se pravi, vključujoč tudi ljudi, dali ime Geoslovenija. Ko je bil koncept postavljen, seveda smo začeli z realizacijo akcijskega načrta. Najprej smo se lotili popisa procesov, pregledali smo 150 procesov po vseh sodelujočih organih, modelirali smo jih 22 in na koncu izbrali 7 procesov, ki se prepletejo v 6 stičnih točkah. In teh 6 stičnih točk smo se odločili, da bomo informatizirali oziroma informacijsko podprli v okviru projekta SLO 4D. Tukaj je nastal tudi en zelo obsežen dokument, skoraj 150 strani, ki se mu reče načrt informatizacije poslovnih procesov, ki vključuje pač vse, kar smo ugotovili v tem popisu, tudi generalni procesni model, pa tudi vseh 22 procesov, ki je bilo modeliranih, je noter popisanih, se pravi, tako da imamo opis procesa, model procesa, povezave z drugimi procesi, informacijskimi rešitvami in zbirkami podatkov, se pravi, to je bilo za potrebe stičnih točk, in na koncu so tudi navedeni predlogi za informatizacijo posameznih procesov. Pol pa skupaj še na koncu predlog upravljanja in povezovanja procesov. Če pogledamo z vidika informacijskih rešitev, tukaj od spodaj so navedene teh 7 informacijskih rešitev, ki podpira 7 izbranih procesov. Nekatere je bilo treba razviti na novo, nekatere bi bilo pa treba samo dodati module za povezovanje, pa seveda še malo prilagoditev v sami rešitvi. Za povezovanje smo želeli v kar se da največji meri uporabiti skupne gradnike Ministrstva za digitalno preobrazbo. Konkretno smo uporabili
avtentikacijski in avtorizacijski gradnik, se pravi SIPAS pa varnostno shemo, pa tudi gradnik za procesno povezovanje, to je gradnik Kafka. V SLO4D smo razvili dva vmesnika, varnostni in procesni vmesnik. Ta dva vmesnika sta zato, da komunicirata s temi skupnimi gradniki MDP-ja, in sicer varnostni vmesnik s SIPAS-om in varnostno shemo, procesni vmesnik pa s Kafko. Informacijske rešitve, ki jih povezujemo, pa potem komunicirajo s tema dvema vmesnikoma, ne direktno s skupnimi gradniki MDP-ja. Zdaj, zakaj taka arhitektura? Če pride do nekih sprememb v skupnih gradnikih, do nekih nadgradenj, mogoče novih funkcionalnosti ali pa celo uporabe neke nove tehnologije, potem mi moramo spremeniti ali pa poažurirati samo ta dva vmesnika. Vse informacijske rešitve, ki jih je bistveno več, ostanejo nespremenjene. In spremembe v skupnih gradnikih lahko pričakujemo predvsem na varnostnih gradnikih, ker tukaj se stvari pospešeno dogajajo in spreminjajo. V SLO4D bomo razvili tudi druge skupne gradnike, ki so zaenkrat še v pilotni fazi, to so tele sivi pravokotniki, bodo pa predvsem namenjeni povezovanju na distribucijskem nivoju. No, o nekaterih bo tudi še kaj več govora danes v nadaljevanju. Tukaj moram povedati, da na sliki seveda niso prikazani vsi elementi, ampak samo tisti, ki se neposredno tičejo povezovanja. Kar je pomembno je, da bomo po projektu imeli zgrajeno infrastrukturo, tehnološko infrastrukturo, ki bo omogočala enostavno vključevanje novih vsebin. Kot rečeno, smo se ukvarjali tudi z bolj mehkimi področji, tako da med druge izdelke lahko štejemo na področju izobraževanja. Smo posneli kar nekaj spletnih seminarjev, ki so bili namenjeni usposabljanju sodelujočih, bodo oziroma so že tudi pa na razpolago tudi vsem drugim. Ukvarjali smo se tudi z promocijo, kar redno smo predstavljali projekte in izdelke in ideje na konferencah, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Izdelanih je bilo tudi kar nekaj promocijskega materiala, en film smo tam že videli, enega še bomo, pa tudi brošure in ostali promo materiali. Danes se bo zgodil tudi en zelo pomemben korak pri vzpostavitvi skupnosti GeoSlovenija, to je formalen podpis izjav oziroma pristopnih izjav, kako bi temu rekli. Se pravi, formalno začenjamo življenje skupnosti GeoSlovenije. Kakor sem že prej povedal, ne želimo, da je skupna infrastruktura sama sebi namen, ampak želimo prilagajati to infrastrukturo oziroma določiti prioritete glede na trenutne potrebe oziroma glede na trenutne primere uporabe. Že od samega začetka, kot že rečeno, smo se ukvarjali s krožnim gospodarjenjem s prostorom, tekom projekta smo napisali strategijo in postavili demo portal v Peskovniku. Med projektom, kot smo že slišali, so nas doletele poplave. Tudi tukaj smo izdelali aplikacijo v Peskovniku, kjer smo seveda uporabili podatke vseh sodelujočih organov. V teku je nabava dnevnih satelitskih posnetkov ločljivosti 3 metrov, tako bomo dopolnili to piramido satelitskih posnetkov daljinskega zaznavanja, ki bo seveda vsem sodelujočim v GeoSloveniji na razpolago. Z okoljskimi in gradbenimi inšpektorji smo se dogovorili tudi o nadgradnji njihovega informacijskega sistema z geolociranjem objektov v njihovih postopkih. V drugi fazi jim bomo pa zagotovili tudi detekcijo sprememb na osnovi daljinskega zaznavanja, kar bodo lahko uporabili naprej pri svojem delu.
Gremo nazaj na argumente, zdaj, ko smo malo slišali, kaj vse je bilo narejeno in kaj še bo. Zakaj se ne povezati? Prvi argument je bil, ker bom hitreje, lažje, ceneje opravil delo. Kdor se bo priključil skupnosti GeoSlovenija, bo imel predpripravljene gradnike, preverjene rešitve. S širitvijo skupnosti se bo širil bazen razpoložljivega znanja in izkušenj. Dogovorjeni smo tudi že, da bomo ustanovili delovne skupine, ki bodo zadolžene za podporo na posameznih področjih. Na voljo bodo tudi nove tehnologije, ki že same po sebi obljubljajo, vsaj na dolgi rok, neko hitrejše in cenejše reševanje težav ali pa izzivov. Na voljo bo pa tudi ogromno podatkov, ki bodo integrirani, tako da tudi tukaj se pričakuje prihranek na času. Tako da ta argument za GeoSlovenijo ne velja. Drugi argument, ker druga stran ne bo opravila svojega dela. V GeoSloveniji se ukvarjamo s skupnimi izzivi. Pri skupnih izzivih je že normalno vsem vpletenim v interesu, da se razrešijo, v GeoSloveniji pa tukaj odzadaj stala še celotna skupnost, ki, če bo treba, kdaj bo lahko tudi v vlogi mediatorjev. V GeoSloveniji bomo in vzpodbujamo partnerske odnose, se pravi igranje z odprtimi kartami, kar pomeni, da eni vemo za druge, kaj delajo, pa da se na začetku zmenimo, da bomo nekaj naredili, pa se zapremo vsak sebi, naredimo neke črne škrince, na konec pa damo skupaj, pa vidimo, da zadeva ne špila. Tako da tukaj je poudarek na sodelovanju. Tako da tudi ta drugi argument v GeoSloveniji ne zdrži. Tretji argument, ker nočem, ne morem sodelovati z drugimi. Kakor smo rekli, tukaj je kultura sodelovanja, ki jo seveda mi po inštitucijah ali organih ne moramo spreminjati. Je pa dejstvo, da bo v prihodnje treba sodelovati. Nujno bo to. Ukvarjali se bomo z digitalnimi dvojčki, s podatkovnimi prostori, z umetno inteligenco, z informacijsko varnostjo, pa tudi z etiko, tudi tu smo že slišali. Se pravi, etična uporaba tehnologije tudi strani vaših uporabnikov. Zdaj se je treba povprašati, boste res se lažje s tem soočili sami, ali bo boljše, da ste v neki skupnosti. Kot že rečeno, kulture ne moramo spremeniti, lahko pa pokažemo dobre prakse in uspešnost pri sodelovanju v teh primerih dobrih praks. Tako da jaz mislim, da tudi ta tretji argument za GeoSlovenijo ne vzdrži. Se pravi, nimate nobenega argumenta proti, da bi se priključili GeoSloveniji. Tako da lepo vsi povabljeni, mi bi bili zelo veseli in smo veseli vsakega, ki obogati našo skupnost. Še posebej smo pa zdaj v tem momentu veseli, če nam prinesete kakšen dober primer uporabe, ki ga bomo skupaj rešili. Toliko za ta prvi del. Zdaj pa vabim kolege iz skupine za geoinformatiko, da se mi pridružijo in da malo povejo, kot rečeno, o svojih izkušnjah in pogledu za naprej. Prosim, kar iz Agencije za okolje, Peter Kolenko iz Direkcije za vode in Tomaž Gril iz Direktorata za prostor in graditev na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Kaj so bili največji izzivi v povezovanju ali pa v projektu in kako ste se z njimi spopadali? Če bi to zdaj zelo na dolgo razdelil, naj bi šli nikoli na malce, tako da bomo probali biti kratki. Jaz bom rekel, da imamo srečo, da zdaj pa že nekaj časa smo vajeni projektnega dela, in če kaj smo se naučili skozi leta projektnega dela, je, da ljudje, ki se ukvarjamo s pripravo projektov ali pa z vodenjem timov projektov, je, da smo to ljudje, ki si
radi iščemo težave in ko jih najdemo, popenimo, ne. Tako da, po drugi strani pa pač skozi leta smo se tudi do neke mere naučili ta tveganja obvladovati. Zdaj, jaz bi to razdelil v nekaj kategorij. Prva je zagotovo zagotavljanje timov, ki pač peljejo projekte. Mi vemo, da smo v državni upravi omejeni z pač kvotami zaposlitve na posamezni organ za strogo določene naloge, ne. Na projekti so nekaj dodatnega, pravzaprav s čemer se ukvarjamo in imamo blazne težave dobiti bodisi redne zaposlitve, bodisi projektne zaposlitve. Kadri so velika težava in prva pozornost, ko jo pri nas dajemo, je, da res skušamo pritegniti dobre kadre, da skušamo dobre kadre tudi naprej zadržati na agenciji. To lahko, ne vem, mogoče ilustriram s tem, da 7-8 let nazaj je bil moj sektor velik 4 ljudje, danes jih je pa 14, s tem, da jih je večina zaposlenih preko projektov oziroma vir financiranja zaposlitve so projekti, ne. To je dolgoročna težava, ki pa jo zaenkrat dosti uspešno rešujemo, ne, pač z mehkimi veščinami, z zagotavljanjem delovnega, dobrega okolja, s tem, da poskušamo graditi dobro vzdušje in da seveda ljudi motiviramo tudi z strokovnimi izzivi, ki so jim na voljo. Zdaj, naslednja težava je, da smo zares na Agenciji za okolje tukaj v sklopu projekta SLO4D zares razvijali 3 pravzaprav neke poslovne informacijske sisteme. Eden je za monitoring, se pravi ISA monitoring mu rečemo, kjer ki je postal centralni informacijski sistem za monitoring emisij v okolje, bodisi kot posledica dovoljenj, ki so izdana, bodisi kot državnega monitoringa, ki ga izvajamo pač v sklopu ARSO in smo v bistvu iz nekih majhnih parcialnih informacijskih sistemov, razvitih v zelo različnih tehnologijah, naredili en pač centralni informacijski sistem. In tukaj je pa drug problem, ne, ko zagotoviš ti neko dobro projektno ekipo, in jaz tukaj mislim predvsem projektna ekipa iz vidika informatizacije, ne, se pravi neki analitiki, projektni menedžeri, produktni vodje in tako naprej, se srečamo, da moramo poenotiti tudi stvari na vsebini, ne. In tukaj spet pridejo na vrsto ljudje, ki se ukvarjajo bodisi s posamezno vsebino, z nekimi postopki na temi vsebinami, ki pač narekujejo način, se pravi, vodenja podatkov, ne, skozi svoje delovne procese. In zdaj teh ljudi je tudi malo, ne, ista težava, ki se morajo poleg svojih rednih nalog ukvarjati še z informatizacijo, ki pač nekateri so jo vešči, nekateri pa ne. To je blazna težava in gre veliko časa, ne, če zdaj zbanaliziram, da se mi iz teh 6 informacijskih parcialnih sistemov naredimo neke centralne šifrante, ne, in se zmenimo, kaj pomeni backer v vsakem od sistemov. Da je to enoten šifrant, tukaj gre nenormalno veliko časa in to je velik izziv. Potem imeli smo prenovo tega laboratorijskega informacijskega sistema, kjer je druga težava, da je to akreditiran laboratorijski sistem, kjer moraš zagotoviti so standardom, ampak ta stvar je šla lažje čez, no, ker smo imeli že enega predhodnega in tako, da smo ga v bistvu samo na novo postavili, pravzaprav tle ni šlo za digitalizacijo, ampak samo za posodobitev. Potem pa še en velik sistem za varstvo narave, Narcis, ki smo ga sicer zasnovali v okviru enega LIFE projekta in vzpostavili. Tle smo pa dodali pač nove posredovalce in pa pač tudi povezali sistem s centralnim gradnikom. Mogoče še ena velika bolečina, mislim, ali pa težava, ali pa izziv, no, če temu tako rečemo, so javna naročila. Javna naročila za digitalizacijo pa razvoj informacijskih sistemov so pač zares velika težava.
sistem javnih naročil v državi je pisan pač za naročiti avto s 4 gumami pa določeno značko ali pa nekaj, ne vem. Vsekakor pa ne za tako včasih mehke teme, kot so informacijski sistemi, ko ga ti greš v bistvu dejansko čez vse stopnje, se pravi digitalizacije, postavljanje skupnih šifrantov, razvoj nekih spletnih servisov in potem še neki grafični vmesniki. In tukaj, se pravi, prvič je to zelo težko spisati, potem je treba dobiti ustrezne izvajalce na javnem razpisu in z njimi je treba sodelovati. In pač v štartu imamo vedno se pravi, nasprotna stališča. Mi želimo za svoj denar dobiti čim več, zato ker smo pač k temu zavezani. Izvajalec si pa želi ponavadi, vsaj po mojih izkušnjah, narediti dober produkt, ki ga pa mi mogoče v specifikacijah, ker pač sistem javnih naročil tako narejen, zelo težko pišemo. In potem je treba spet veliko te človeške energije, da stvari uskladimo, ampak se pravi, to so spet neki izzivi, ki pač jih dokaj uspešno rešujemo. In pa še mogoče zadnji izziv, da nas pa res dam še drugim besedo, je pa, ko mi s projektnim delom vzpostavimo določene informacijske rešitve, se pravi, prej sem opisal, več kot polovico sektorja imam zaposlenega na virih financiranja iz projektov. Dobil sem denar za infrastrukturo, lahko v sklopu projekta, pa je pa treba to vzdrževati. In včasih si vodilni predstavljajo, da pa pol to ni več stroškov, ogromno stroškov. Treba je obdržati kadre, treba je stvari naprej razvijati, ker če ne razvijaš stvari naprej, zamrejo, se nisi sposoben prilagoditi novim zahtevam. In pa pač spet vir financiranja za to, da sploh vse laufa. Tako da ja, izzivov je veliko, ampak kakor sem na začetku rekel, radi znorimo, ko pridemo na njih, je pa zadovoljstvo, ko so projekti uspešno končani, pač toliko večje, ko vidiš, da si nekaj uspel pač postaviti s svojimi rokami. In ne vem, recimo, sam za zaključek v projektu Life Narcis, ki ga pač nadaljujemo, ker se zelo štirdaja, smo naslovili tudi težavo z konec koncev zakonodajo. Zakonodaje niso povsod še prilagojene digitalizaciji. Lahko povem, da drug teden začne veljati novela zakona o ohranjanju narave, kjer je pač tudi nastavek za to, da se vodijo uradne evidence z področja narave v informacijskem sistemu, ki smo ga zgradili v projektu. Tako da počas korakamo. Primaštore je bilo pa kar izčrpno, ker takno si se pravzaprav vseh tem, ki jih tudi pravzaprav sem nekako imel v glavi jaz, oziroma jaz sem nekakšno na tisto, kar pri nas na prostorskem informacijskem sistemu gradimo, to se pravi, mi govorimo malo žargonsko o naši vertikali, in na drugi strani pa tisto, kar nam je pa skupno, ta Geoslovenija, kar pa znotraj Geoslovenije delamo, kar se povezujemo, pa horizontale, recimo. In zdaj na naši vertikali, kaj jaz opažam, pa kaj bi, če bi sam nekaj izpostavil, da prvo definitivno kadri oziroma ljudje. Drugo pa čas, čas, ki ga imamo, ni tisto, to je denar dobimo, ko pišemo projekte, in potem je denar nekako je že bil pridobljen in to je že pod streho in potem se ukvarjamo z vsebino. Torej, ukvarjajo se ljudje in ukvarjamo se v omejenem številu, v omejenem času, ker so vedno neki evropski mejniki, ki so precej na ostro, oziroma ko pišeš projekte, se ti zdijo ene stvari zelo, zelo oddaljene, ko govorimo, kot da bi se dele pogovarjali v letu 29, ampak preden je ta nek projekt spisan, potrjen in vse tako naprej, in preden se zažene to, tako kot je Primož omenil, javna naročila na našem področju, na področju informatike, res je kompleksno, res je težko spisati, ni to, da neke tehnične specifikacije podaš,
kakšne gume imaš, a so letne, zimske in tako naprej, ne, in kakšna je poraba, obraba in tako in smo, ne. Res je treba imeti pred sabo, kaj delamo zdaj, kako se bomo povezali, vedno, kot da bi igral šah, ne, vnaprej moraš vedeti, kaj razvija za to, da boš potem čez 3-4 leta, kaj boš dodajal, kako boš dodajal in od predpostavki, da se lahko zanašaš tudi na druge partnerje, ne, zdaj, ko se odpiramo. Zdaj smo mi svoje silose naredili, zgradili, ne, to se pravi na Arcis, na Arsu, pri nas prostorski informacijski sistem, na vodah se malo dogaja, bo tudi Peter pa naprej povedal, ampak zdaj pa ključno to odpreti in se povezati. Tako da, če gre zdaj nazaj na kadre, mi smo tudi na več kot na polovici na projektnih zaposlitvah, že iz drugega projekta, z preteklega smo nekaj, kako naj rečem, kadre opolnomočili, res so se vrhunsko razvili in bi bila tragedija, mislim, zapremo, ne, mislim, da ti kadri s ugasnitvijo projekta grejo, jaz si ne predstavljam, ne. Tako da to, in čas, seveda ta meniki so res zelo ostri, težko, pravzaprav nepremakljivi, ne. In mi moramo pač pokazati, kako bomo prostorski informacijski sistem, to se pravi naše storitve e-graditev in e-plan, povezali z e-vodami, z naravo in tako naprej, in to imamo v meniku. In to mora delovati. In mi že skozi vemo, da želimo v e-graditev recimo vključiti mnenjedajalce, nosilce urejanja prostora. Brez vključitev mnenjedajalcev in nosilcev urejanja prostora v e-graditev je prazna ljubina, ne. Da nimamo vsebine noter. Tako da in drugo je pa tisto, kar smo že izgradili, torej e-graditev e-plan, ne, je pa v bistvu tisto, da zadevo pa kljub vsemu že implementiramo, predvsem e-graditev, zdaj, kaj je v tej fazi, ne, je veliko dela, ne, da sistem živi, hkrati ga pa nadgrajujemo, ne. Tako da na naši vertikali ključen izziv kadri, oziroma ljudje, njihovo znanje in na drugi strani čas, ki ga imamo za izvedbo posameznih naših podprojektov. Na nivoju Geoslovenije oziroma na nivoju horizontale je pa tisto povezovanje, je pa ključno to, da se med sabo znamo poklicati in da, ko jaz nekaj govorim in me Peter čisto nič ne razume in da ima nekako zavesti, da on drugače kot pri nas in ko mi Peter nekaj govori, ga jaz nič ne razumem, karikiram, ne, zdaj smo se vse že toliko, pravzaprav dnevno komuniciramo, ne, da se znamo, da znamo iterativno, zdaj ga nisem razumel, verjetno naprav, verjetno nekaj mi hoče povedati, bom raziskal, daj ga bom vprašal še enkrat, mi bom še enkrat razložil in da ima tudi on živce, še enkrat mu bom razložil in jaz ponovno pokažem, recimo danes zjutraj smo grafični dostop do naših storitev, ne, recimo do grafični prikaz v prostorskem informacijskem sistemu, ne. Kje imate? Tukaj imate? Ja, tukaj imamo. Vse sem že pokazal, ne. Pa še enkrat pokažemo, ne. Ta potrpežljivost, bom rekel, potrpežljivost in vedno pripravljenost na komunikacijo je pa, se mi zdi, izziv pa se mi zdi, da ne gre kar dobro. Topno, nekrat. Ja, hvala za razumevanje. Veseli, da imamo letos tudi malo bolj udobne stole kot lani, tako da, jaz bi mogoče drugače zdaj, ne bi se toliko, bom rekel, direkcija, ne, se pravi, pokrivamo področje voda in s tem smo tako od voda zelo fleksibilni, bom rekel, v teh raznih idejah in podobnih zadevah, ne. In ko smo začeli s tem projektom, lahko povem, da je tukaj oseba, ki mi je zaupala vodenje tega projekta in sem zelo vesel, da je tukaj z nami, bom na koncu tudi povedal, da je ta oseba. Bom rekel tako, jaz izhajam tudi iz drugega okolja in potem, ko sem prišel na direkcijo, mi marsikaj jasno ni bilo znano, drugi načini dela in podobne zadeve, ne, in potem pade ta projekt in
si vesel, da lahko res v eni taki širši zgodbi sodeluješ, ker vidiš tudi, ne samo, kot bom rekel zdaj, tudi cilj tega, izključno tega projekta, ampak kot dolgoročno res, da se vzpostavi neka skupnost, da se tu razume, v katero smer gremo. Vse tehnologija nam da pač neke rešitve, infrastruktura nam da neke rešitve, ki so pač na tem, ampak v osnovi se vedno obračamo, se pravi, na ljudi, ki v tej zgodbi sodelujejo. In po eni strani, malo bom rekel tak, ni sicer najlepše, da to rečem, ampak poplave 23 so bile za nas kot direkcijo, bom rekel, tudi neki izziv, preko katerega smo ugotavljali, koliko pač ljudje na direkciji so sploh sposobni sodelovati. Ker najprej dostikrat moraš najprej pri sebi v hiši neke zadeve urediti, da se lahko, se pravi, naprej povezuješ, da širiš to mantro med ljudmi, da se je potrebno povezovati, da pač danes ne more res, tako kot je bilo že parkrat omenjeno, vsak sam delovati. Tako da jaz mislim, da smo skozi te projekte, tudi tam, ne glede na to, da ni to bil projekt 104D, ampak smo vzpostavili en sistem delovišč, ki je takrat recimo relativno v kratkem času zaživel in so naenkrat začeli tudi posamezni sektorji območji med sabo sodelovati in se je že pokazalo tudi tisto, na kak način pa lahko ti zaposleni delujejo, in bom rekel, to so bili eni začetki, plus tega, da smo začeli vzpostavljati tudi evidenco vodnih objektov, je tudi bil en tak korak, kjer so ljudje spoznali, da se pač v tem delu tudi lahko nekaj premakne, da ni samo težava, ne vem, v določenih ministerstvih in podobne zadeve, ampak predvsem včasih je zelo pomembno, da pri nas najprej, pri sebi najprej razčistimo, kam želimo priti. Ko govorimo o digitalizaciji, se pravi, se moramo obrniti spet na to, da govorimo tudi o postopkih, ki jih imamo, ki so predpisani in podobno, ampak ključno je, da gre tu, mislim, da zakonodaja in digitalizacija z roko v roki, se pravi jasno, predstavijo se določene ideje, ki so, jaz mislim, da je in nam nekako olajšajo določene postopke, tako kot je minister v tem navodnem govoru povedal, dejansko delamo za državljane in temu pač se usmerjamo, da te postopke, ki so, izvedemo v najkrajših možnih časih. Zdaj pa, če se obrnem izključno na 104D, to je bilo kar nekaj izzivov, na začetku jasno, tako kot je Tomaž povedal, smo prišli vsi z nekimi svojimi idejami, na kak način si predstavljamo to povezovanje, ki je pa, mislim, da res smo kar postali sinhroni, kar dobro razumemo en drugega, tako da verjamem, da bo tudi nadaljevanje skozi to Geo Slovenijo pravilno zaživelo, da se bo vključili tudi, jasno, ne samo državni organi, ampak ena širša skupnost iz tega nastane, da bo razumela vse te prednosti, ki jih pač nudi tako združenje, oziroma, ja. Tako da, mogoče, če se čisto tehnološko dodam, je ta zadeva sledeča, da pač smo se trudili ravno to, ker imamo toliko heterogene sisteme, da je znamo povezati. Predvsem na direkciji smo veliko časa posvetili temu, kar smo se zavezali skozi cilje projekta, da so podatki čim bolj odprti, dostopni, enostavni za uporabo, tako da smo tu, bom rekel, naredili kar velik korak naprej, ki se bo poznal, jaz verjamem, ravno do konca projekta, da bo vse tako uporabno, da bo naši državljani in vsi uporabniki res zadovoljni s tem, kar smo izvedli. Tako da, hvala. Pozabil sem eno zadevo. Najlepše se zahvaljujem gospe Neži
Odre za priložnost, ki me je dala, da sem pač delal na tem projektu. Ja, lepa je. Hvala lepa. Na začetku sem pozabil opravičiti lepši del naše skupine za geoinformatiko, kolegice, vse so danes žal odsotni iz opravičljivih razlogov, tako da boste mogli biti zadovoljni z maškantilom ekipe. Ok, začeli smo z izzivi, pa dajmo zaključiti z ono bolj pozitivno noto, ne? Se pravi, kaj pa je bilo v projektu za vas pozitivnega, koristnega? Ne? Kaj je tisto, kar vam bo pomagalo tudi vnaprej? Oziroma, če drugače vprašam, a se splača pa del Geoslovenije in to razvijati naprej? Pa v kontra gremo, zdaj Peter začeti. Ja, tudi nismo v redu, moški neki. No, ampak dobro, ja, še enkrat hvala za besedo. Dejansko sem to že delno odgovoril v prejšnjem vprašanju, ki je bilo, vsekakor je tu prihodnost. Moramo se zavedati, da bomo imeli skozi leta vse več podatkov in jasno tudi te okoljske spremembe, ki se dogajajo, da pogojevali, da bomo čim bolj odzivni. In odzivni bomo lahko jasno samo tako, če ne bomo delali teh tako imenovanih silosov, ker imamo podatke samo za sebe, ker zbiramo samo za sebe. Delno se spomnim pač ravno teh poplav 23, ker se je pokazalo predvsem to, da je nujno nekaj takšnega vzpostaviti. Tako da jaz vidim kar nekaj benefitov skozi tak način organizacije, ampak še enkrat, predvsem bo važno tu, da se ne omejujemo izključno neke tehnologije in podobne zadeve, ne? Predvsem bo pomembno tisti organizacijski vidik, ki je tu ključen, da bodo vsi ostali, ne samo tu, ti, ki smo, ampak tudi vsi ostali razumeli, v katero smer gremo, da bo to nekako ponotranjeno pri ljudeh, da bo to, če se malo pošalim, edin način, da pridemo do cilja. Se pravi, načina je jasno več, ampak je ta eden tisti, ki trenutno mislim, da je pravilno postavljen in bo vodil res v eno, bom rekel, dobro zgodbo, ki si jo mislim, da Slovenija zasluži. Hvala. Ja, jaz na Geoslovenija, ko prijemo do Geoslovenije, razmišljam, torej, kaj Geoslovenija je trenutno in kaj naj bi bila po koncu projekta. Torej, trenutno meni, oziroma mi Geoslovenija predstavlja okolje, v katerem pač delamo predvsem horizontalne projekte, kjer pač se lahko povezujemo, diskutiramo, predebatiramo projekte. Pri nas je seveda zelo pač pomemben ta trenutni projekt na prostorskem informacijskem sistemu znotraj naše vertikale, ko razvijamo programski vmesnik za povezovanje z zunanjimi sistemi, ko bomo vzpostavili prostorski informacijski sistem z zunanjim, ne. In to nujno rabimo sodelovati dnevno, pravzaprav se moram slišati s Petrom ali s Primožem in tako naprej. Torej, mi predstavljajo neko okolje, vem, na koga se obrniti, ko do česa, do kakšnega vsebinskega, tehničnega vprašanja pride, znam usmeriti izdelovalce. To je trenutno ta skupnost v nadaljevanju, po koncu projekta. Ne. Se mi pa zdi, da ključno, da skupnost ostane, da še vedno ostane krog, kjer se lahko predebatira kakšen izziv. Ne. Vesel sem, ne, ko se pridružujejo tudi inšpektorat, ne, da bomo v okviru Geoslovenije tudi sodelovali z inšpektoratom, da je ključno, da vse te storitve, tudi ko smo prej videli na predavanju v daljinskem, predstavitvi daljinskega zaznavanja, stvari
lahko vidimo, ne, z vesoljem in tako naprej, ampak če jih ne naslovimo ustrezno, pa lahko imamo dobre podatke pri nas in posod, ampak mora biti tak cel krog mora biti sklenjen, to se pravi od začetka prostorskega načrtovanja do dodeljevanja kreditov objektov, do vpisa v geodetske evidence, potem pa še v sodelovanju z mnenjedajalci, ampak stalno moramo delati nadzor, monitoring, kako to delamo. Ta krog mora biti sklenjen. Tukaj pač je super, da bo pridružil se tudi inšpektorat, da bomo tudi z njimi v skupnosti Geoslovenija lahko sodelovali, da bomo lahko pripravljali nadaljne projekte, vedno so stvari za zboljšati, nikoli ne pridemo do konca. Tako da mislim, da tudi znotraj te skupine se vedno pojavljajo dobre ideje, take tudi ad hoc, zelo na hitro razvite. Tako da mislim, se lahko bi izpostavil konkretno, smo govorili o lastništvu, recimo na kursu, o poplavah, recimo, ko smo na hitrco naredili neko približek, recimo nek približek evidence stavbnih zemljišč za potrebe boljšega odločevanja. To so stvari, ki so neki projekti, pa mini projekti, ki lahko olajšajo odločitve, pa izboljšajo življenje, verjetno tudi državljanov, na način, da vsak neki ve, skupaj staknemo glave in naredimo neko rešitev. Tako da Geoslovenija v prihodnost, torej okolje, kjer se lahko izmenjujejo informacije, prenos znanja, pač enostavno so časi, ko je vsako področje izredno široko in nihče ne more več pokrivati vseh področij, zato je v redu, da smo z različnih področjih vključeni v neko skupnost, kjer imamo možnosti izmenjevati znanje, ideje in potem nadaljnji projekt. Tako. Jaz bom potegnil eno vzporednico, mogoče z zadevo, ki smo jo zgradili na področju naravovarstva, kjer smo tudi zelo hitro spoznali, da je stvar tega varstva narave pač večsektorska. In je potrebno narediti neko platformo, oziroma formalno ali pa neformalno skupnost, ki pač generira nove ideje, ki na dan daje svoje probleme, ki jih potem probamo tudi skupaj rešiti. Sicer je to en tak mikrosvet, ampak jaz vidim tukaj zelo veliko vzporednic in pač to delamo na področju varstva narave in mislim, da je nujno, da imamo inštrumente, da se med ministrstvi in institucijami lahko povezujemo. Ker če smo na področju informacijskih sistemov že presegali to, da se informacijski sistemi zdaj med sabo pogovarjajo, pa sodelujejo, pa včasih še vedno zelo sektorsko izvajamo svoje politike in ne znamo pogledati izven svojega matičnega ministrstva. In to se mi zdi pravzaprav katastrofa, že sam če pogledam naše ministrstvo, pa smo bili skupaj s kmetici, pa smo bili skupaj s prostorci, zdaj smo z energetiki, tako da to je noro. Ljudje, ki pa delamo s temi podatki, smo postali basically enaki. Ne vem, z vsemi tlele, ki se vidimo, z veliko smo že sodelovali in je prav in mislim, da je to prihodnost. In mislim, da ta skupnost potem lahko naslavlja vse težave, ki jih imamo. Bodisi so to neke dolgoročne vizije, ki morajo biti z umetnimi inteligencami, z digitalnimi dvojčki, ki se nam zdijo mogoče danes zelo daleč, ampak nas porivajo, da tja pridemo. Pa do tega, da naslovimo čisto banalne probleme, ki bi jih jaz nekoč rad rešil. Ne vem, v smislu, dajmo narediti eno lepo digitalno kartografsko podlago, ki bomo vsi državni organi uporabljali v svojih informacijskih sistemih. Tako da zdi se mi zelo dobro, da ustanovimo to, da sodelujemo med sabo, hkrati se potem rodijo ideje za projekte, kot je ta, kjer lahko institucije med sabo dejansko potem formalno sodelujemo in mislim, da je tudi to treba veliko energije vložiti. Ne bo lahko, treba bo tudi
zares redno pač vzdrževati te stike, ampak jaz mislim, da na koncu pod črto je to vsekakor velik korak naprej in da je vredno. Hvala lepa vsem. Saj, če tako pomislimo, ne, Zemlja je ena, ne, fizični svet, v katerem živimo, je eden in si ga delimo in delujemo, sodelujemo. Ne, in digitalizacija tega mora pač tudi odražati. Tako da še enkrat hvala lepa vsem. Jaz bi tukaj zaključil, da ne bomo preveč zažirali v odmor. Ne. Jaz si bom kar vzel pravico pa v imenu cele skupine, da vam zaželim še naprej lep in koristen dan in pa seveda proti koncu meseca ene lepe praznike in uspešno v novem letu. Hvala lepa.